Zdravo, hvala Aleš in res vse čestitke za vso tvojo prizadevnost, kot seveda vsem vam. Drage prijateljice, dragi prijatelji, spoštovani vztrajniki. Ko sem bil tukaj 21. julija in sem vas nagovoril, sem bil prepričan, da mi tega ne bo potrebno storiti ponovno. Danes žalost ugotavljam, da vse v tej naši dragi Sloveniji stoji. Ampak vedite, ni mi bilo težko govoriti prvič, ni mi težko govoriti danes, pa še 1000krat lahko pridem kaj povedati, ker tudi jaz bom vztrajal, dokler ne zmaga resnica. Sodna farsa po imenu Patria že 6 let vpliva na skoraj vsako stvar v političnem življenju v naši ljubi Sloveniji. Nobena znanost ni, da ugotoviš, da je to zavlačevanje posledica tega, da smo ujetniki sil rdeče nomenklature. In vse to kaže, da smo se kot narod in nacija sicer osamosvojili, zagotovo pa se nismo osvobodili. Že na svojem prvem govoru sem govoril o zadnji raziskavi, ki se dotikala delovanja slovenskega pravosodja. In ker tega nisem slišal nikjer drugje, razen na tem mestu, ker to nihče ne sliši, zato hvala vam, dovolite, da še to povem enkrat. Od leta 2004 do lani je človekove pravice in temeljne svoboščine kršilo najmanj 1200 sodnikov v preko 400 postopkih na slovenskih sodiščih. Kako dolgo še bomo to trpeli? Lustracija! 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 A vam je v ponos, da nas po svetu primerjajo s Severno Korejo, Kitajsko, Venezuelo? Naši predniki se zagotovo niso borili za to. Očitno je, da bodo predstavniki jesenskih političnih sil s to temo še naprej zavlačevali. Ampak jaz jim sporočam, vsi jim sporočamo, tudi mi bomo vztrajali. Želim si, da bi se v Sloveniji sodilo na podlagi dokazov in ne na podlagi političnega prepričanja. Na Finskem, kjer sodstvo bolj spoštovano in ima veliko večji ugled, so obtožene v tem primeru oprostili. Če ne bo nikjer, bo sodba v farsi Patria zagotovo padla na Evropskem sodišču za človekove pravice. Da bi si vsi mi in pa slovensko pravosodje prihranilo to sramoto svetovnih razsežnosti, pa jaz Vrhovnemu sodišču priporočam, da to opravi kar samo. Svoboda Janši!